politiki kritično ocenjujemo delo ministra Stepišnika in celo vrsta slabih odzivov prihaja tudi iz terena in tudi njegovo prizadevanje v zakonih, ki bi morali spostaviti normalno poslovanje gospodarskih družb, ne gredo v pravo smer. On zagovarja davek na nepremičnine, v mnogih stvareh upravičuje početja vlade, gospodarska klima in pa tudi pogoje za gospodarjenje v Sloveniji pa iz dneva v dan padajo. Kako komentirate to, da je njegovo podjetje preko razpisa, preko ministrstva dobilo evropska sredstva? Gre za zelo izpostavljeno funkcijo, kar minister zagotovo je. In če v nekem razpisu govorimo o več 100 tisoč evrih velikih zneskih in da pride minister oziroma njegovo podjetje v skupino nekaj 10 podjetij, ki dobijo takšne sredstva, je zagotovo zelo problematično in mislim, da bi iz moralno-etičnih razlogov tudi minister moral o tem razmisliti, ali na takšnem razpisu sodeluje ali ne. Na celotno zadevo se je odzvala tudi protikorupcijska komisija, sami ste lahko prebrali sporočilo. Očitajo SLS-u, da ste vi takrat spremenili 35. člen zakona o integriteti, kar zdaj njim nekako otežkoča njihovo delo v smislu, da bi lahko bolj pritisnili na gospoda Stepišnika oziroma bolj ostro reagirali. V 35. členu je šlo za to, da smo govorili o množičnih ukrepih na področju subvencij v kmetijstvu in podobno, ki so praktično upravičeni 10 tisoč ljudi. In zato je bilo tisto omehčanje, še vedno pa zakon o integriteti govori o posamezniku, o zelo izpostavljeni funkciji, kar je minister, in velika razlika je v tem, če govorimo o splošnih ukrepih, do katerih je udeleženih 60 tisoč ljudi, kot so to subvencije v kmetijstvo, ali pa nek ukrep, kjer govorimo o več 100 tisoč evrih zneskih in se razdeli med 20 prejemnikov, 22 in med njimi najdemo tudi ministra oziroma njegovo podjetje. Torej se ne strinjate s to kritiko protikorupcijske komisije? Mi smo protikorupcijski komisiji poslali dopis z želji, da pogleda situacijo, spoštujemo inštitucije pravne države, tudi njihovo mnenje in v zaključku tega dopisma smo tudi zapisali, da ocenimo, ali je potrebno v slovenski zakonodaji kaj dodela, da se takšne stvari ne bi dogajale, če tudi posamezniki ne sprejmejo teh moralno-etičnih meril, kar mislimo, da je v tem primeru bilo izpuščeno. Torej menite, da ta sprememba 35. člena ne vpliva na to, kako bo zdaj protikorupcijska komisija lahko vplivala oziroma obravnavala gospoda Stepišnika? Protikorupcijska komisija je tudi povedala, da bo v nekem času, doglednem času odgovorila. Čakamo na ta dokončen odgovor. Govorimo pa o tem mehčanju tega 35. člena, ki se je zgodilo ob sprejemu tega zakona. Najlepša hvala. Prosim.